Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Ali so pred nami nove volitve v državni zbor? Če gre verjeti zapisu predsednika SDS Janeza Janše na socialnem omrežju X, so pred vrati. Morda bi lahko vlada Roberta Goloba razpadla že po zimi ali pa spomladi prihodnje leto. In zato nekateri namigujejo, da se v zadnjih dneh kot gobe po dežju pospešeno napovedujejo nove politične stranke. Anže Logar je že napovedal ustanovitev svoje stranke, pa tudi Karel Erjavec ne bi se vrnil v politiko, imamo Ruparjevo pokojence, napovedana pa je tudi nova stranka gospodarstvenikov, ki ne bi jo ustanovil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je naš današnji gost. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kot že rečeno, politika je očitno zdaj v stanju pripravljenosti na morebitno parlamentarno tekmo. Ne vemo, kdaj se bo zares zgodila, ampak preden se lotiva ozadja vaših odločitev za politično pot, me najprej zanima, kdaj lahko pričakujemo, da boste stranko ustanovili in a že imate ime? Samo stranko bomo ustanovili v začetku naslednjega leta oziroma v januarju naslednjega leta. Glede na eno dobro leto priprave pravzaprav na samo ustanovitev s predhodno, razvojno vizijo, tako da se pravzaprav ne mudi, ker sam ocenjujem pestrost, tako kot ste rekel, te naše politične krajine, ki je trenutna, pa vendarle je velika verjetnost, da bo prišlo do rednih volitev. Ja, ampak ne, zato pa se marsikdo sprašuje, zakaj zdaj hitite vsi, vi, Logar, Karel Erjavec, če pa ponavadi imamo izkušnje, da se stranke ustanavljajo nekaj tednov pred volitvami, ker je to nekako že preverjeno najboljši recept za uspeh. Ja, ne vem, ali staviti na preverjen recept, pa vendarle, kot sem rekel, eno leto je od takrat, ko sem organizirano se začel preko socialnih omrežij oglašati na različne teme in katero podpreti, katero pa tudi kritično prenesti vsem bralcem. In jaz mislim, da eno dobro leto takega dela je zadosti. Veliko ljudi pač vprašali, na kakšen način in kam bo prerasla ta razvojna iniciativa, in vedno je bil odgovor, ko bo dovolj zrela ta razvojna iniciativa, se bomo pa odločili za politično stranko. In te, napovedi, ki so bile danes že kar par mesecev nazaj, so vedno govorili ali konec letošnjega leta ali takoj v začetku januarja. No, in kot rečeno, v začetku januarja je ta naša odločitev zdaj jasna, da ustanovimo stranko. Vprašanje o imenu, ime imamo, pa vendarle to bi res rad prihranil za sam ustanovni kongres in takrat vsem... Imamo demokrate, bomo dobili republikance. Zanimivo. Ne. Sprehodiva se po vaši poti, ki vas je na koncu pripeljala v državni svet, in na koncu stopate zdaj tudi na politično pot. Vi ste podjetnik, svoje podjetje Lotrič Meroslovje ste ustanovili leta 1991, pravite, v garaži staršev vaše žene. Kako je? Kako? Povejte. Ja, seveda, garaža ženinih staršev v Dolenji vasi je bila pač takrat prazna oziroma in dovolj velika, da je lahko prenesla tisto opremo nujno za servis tehtnic, uteži, kalibracijo pipet in servis. Tako da, in seveda razumevanje staršev moje žene je bilo zadostno, da so mi lahko odstopili to garažo, ki pa seveda je kmalu prerasla potem v izgradnjo nekega objekta na lokaciji mojih staršev in tako naprej. Kje pa ste dobili idejo, da bi imeli takšno podjetje, ki se ukvarja s popravilom tehtnic? Mislim, da se moramo majčkeno preseliti v kontekst 91. leta. Namreč takrat se je dogajala tudi
vojna za Slovenijo, prehajali smo iz enega sistema v drug sistem. Veliko je vrelo nekih idej, tudi podjetniško gledano, gospodarsko gledano, in dogajalo se je tudi to, da so določene firme, tradicionalne ali pa dalj časa, ki so obstajale, enostavno izgubili svoj kompas, propadle na en ali drug način, so prenehali s to dejavnostjo. In jaz sem začutil, da je pač tukaj, bom rekel, prostor, je pa potrebno najprej pridobiti veliko znanja, čepravno sem že 5 let, prej 6 let opravljal podobna dela, samo storitvena, kar pa sem potem znanjem v tujini predvsem nadgradil. Garaža se je razširila v podjetje v več kot 8 državah. Ne? Kako? Kaj je recept za takšen uspeh? Ne? Marsikdo želi postati samostojni podjetnik, ki se podati na samostojno pot. Kje je vaš recept za uspeh? Ljudje so recept. Največji kapital v podjetjih so ljudje. Na ta način smo tudi rastli. Najprej na začetku iskreno je treba pogledati, kdo želi priti v neko obrtno delavnico delati. Verjetno niso pogoji taki kot v večjih podjetjih, pa vendarle z enim temu osebnemu pristopom, z spoštovanjem sodelavk in sodelavcem je to potem plusknilo tudi čez naše meje in tako v Severno Makedonijo, kot v Zagreb, na Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Avstrijo, Nemčijo in potem zdaj še Savdsko Arabijo. Skratka, predvsem in vedno smo izbirali ljudi, ki so pripravljeni sodelovati z nami. Kakšne so vrednote, da si lahko zaposlen v vašem podjetju? Glejte, filozofija podjetja Lotrič je zasnovana v elementih vode, zraka, zemlje in z ognjem v očeh dodajamo ta 4. element. To filozofijo in pa vrednote, kot so poštenost, čistost, zaupanje, bom rekel tudi odprtost, razmišljajoče, to so vse vrednote, ki nas povezujejo in so seveda zelo podobne vrednotam ene družine, to se pravi čisti odnosi, spoštovanje takrat, ko recimo poznaš človeka, kaj dela in takrat mu šele lahko izkažeš to spoštovanje. Tako da na temu, bom rekel, smo gradili in kar najbolj preseneča dejstvo je to, da kamorkoli smo šli v tujino potem predstavljati podjetje, smo si vedno vzeli čas na začetku za predstavitev teh vrednot. In presenečenje, ko sledi, ko te korporacije, ko pomembna svetovni playerji postavijo, bom rekel, zelo podobno prezentacijo njihovega odločanja za partnerje, smo velikokrat zmagali, predvsem v Švici, na ravno tem, bom rekel, na vrednotah, ki mislim, da so res glavne tako, ne samo za podjetje, ampak za celotno družbo. Kako pomembno je vztrajanje? Verjamem, da ste na začetku šli čez kar nekaj hribov, preden se je podjetje res razcvetelo. Pa ja, veste, na začetku je vedno tako, da ko postaneš nek subjekt, seveda zakoni absolutno začnejo veljati drugače, pa naj si bodi to plačilo vrtca maksimalnega, pa naj si bo to seveda nobene druge socialne korektivov, ki so jih deležni seveda vsi ostali, pa je prav tako v končni fazi, ko se postaviš v drugo vlogo, jo moraš sprejeti z, bom rekel, obemi rokami, to se pravi vse tisto, kar gre v plus, pa tisto, kar gre v minus. Ampak, ne vem, ko mlad človek stopi na samostojno pot, se mi zdi, da je to bistveno drugače. No. Ampak, ko se podjetje potem razširi, je to težko sprocesirati, ne vem, da si od garažista prišel do neke večje korporacije, skoraj da. Poglejte, kot rečeno... Kako se spremeni življenje? A je ta filozofija ostane enaka? Zagotovo vrednote ostanejo enake in filozofija ravno tako. Ampak, ko sem začel z delom v garaži ženjenih staršev in potem drugače kot z veliko znanja, z veliko pridnostjo, kakorkoli, ko si sam, moraš pač nekako mora podjetje oziroma obrt zrasti do te mere, da zaposliš prvega človeka. To je največji procent povečanja števila zaposlenih iz 1 na 2. To je 100% povečanje. Ampak potem pa vsako delo, ki se pojavi ponovno, potrebuje nekoga, ki bo to znal upravljati. In
izbiranje sodelavcev je pa pač ključna naloga in tudi srečna roka pravzaprav direktorja. Zakaj ste se po vseh teh letih, ko je podjetje raslo, odločili, da dodate svojemu delovanju tudi neko politično komponento? Nekako je prišla ideja, da bi se vključili v delo v državnem svetu. Vas so izvolili v državni svet delodajalci, če se ne motim. Tako. Ja, mogoče en korak še pred to odločitvijo, da je bila sploh mogoča, je v tem, da ženo imava 3 otroke in v letu 2017 smo začeli razmišljati o naslednji generaciji v podjetju. Tako smo spisali družinsko ustavo, kjer nam je Ernest Young svetoval na tem področju, tako domači kot njihovi tuji strokovnjaki. In bom rekel, lepo smo šli tako od by the book oziroma po korakih, ki veljajo tradicionalno za zahodne trge. In absolutno se je pokazalo, da je Slovenija na tem nivoju in določili, na kakšen način bomo vnaprej delali. Kaj pomeni družinska ustava, da mora biti tako, kot vi kot direktor rečete? Družinska ustava pravzaprav najprej verjetno en ključen point je v tem, da razdelimo nenazadnje tudi lastniške deleže. Tako da so otroci v takrat vsi 3 prejeli po 12,5% lastniškega deleža. Potem je zelo pomembno, kaj so dovoljene in kaj so nedovoljene transakcije v podjetju, kako s temi deleži lahko ravnajo, komu se lahko prodaja. Potem, kako je z zaposlitvijo, mi smo se odločili za sistem meritokracije, se pravi, ne odpiramo delovnega mesta za potrebe nekih domačih ljudi, pač pa samo za potrebe proizvodne, da podjetje lahko deluje. In to so, bom rekel, ena zelo pomembna zadeva je, kako potem naslednjo generacijo vključujemo. To je noter cel načrt za to 3. generacijo, pri katerih letih vstopijo na neko minimalno bolj predstavitev kot pa učenje, potem kdaj pridejo oni do prvega lastniškega deleža in vse tisto je zapisano, kar recimo določene fundacije zelo rade zapišejo, recimo Bošova fundacija. To so dobre prakse iz tujine. Kako pa ste prepričali vaše otroke, da vam sledijo na tej poti? Da to ni bilo težko. No. Pravzaprav so sami izrazili željo, da bi to radi nadaljevali. Dejansko smo se pogovorili in kaj pa je kreiranje te družinske ustave kot pogovor, kot dialog in še nekoga, ki zna od zunaj svetovati. Oni so se pogovarjali ločeno z otroci, ločeno z nama, z ženo in na koncu pravzaprav ugotovili, da imamo skupen interes, to je nadaljevanje podjetja v družinski lasti, če tako rečem, družinskem upravljanju, kar pa moram še dodati, da je več kot je družinskih članov, je seveda zunanjih, ker strokovnjaki prihajajo iz praktično polovice Slovenije. Ko ste bili najprej izvoljeni za predstavnika delodajalcev v državnem svetu, kaj je bil vaš cilj tam doseči? V tem delu, v zadnjem obdobju sem bil vključen v marsikateri upravni odbor gospodarskih in delodajalskih združenj. Na ta način poznal delovanje teh združenj. Moja želja je bila vedno povezovati, to znajo povedati predstavniki in predsedniki teh organizacij in to je bila tista moja, posebnost in mi, takrat ob kandidaturi za mesto člana v državnem svetu ni bilo prav težko, glede na kandidaturo po elektorskem glasovanju sem dobil dovolj glasov za to, da sem bil en od 4, ki zastopamo gospodarstvo v državnem svetu. Se je kandidatura za mesto predsednika državnega sveta zgodila nekako naravno? Ste želeli prevzeti večjo odgovornost kot v vašem podjetju? Ravno to izvira zopet iz teh gospodarskih organizacij, pa če malo po datumih pogledam, takrat, ko smo to 12. decembra smo imeli prvo zasedanje, to je bilo na ponedeljek, v četrtek je bil en dogodek na Brdu pri Kranju, kjer so bili prisotni praktično v veliki večini gospodarske zbornice. Takrat se je že seveda vedelo, da sem tudi sam član, da bom postal član državnega sveta in pa ne bom rekel na nagovarjanje,
mnenje, ampak skozi eno, bom rekel, res trezen pogovor smo prišli tako vsi ostali kandidati za člane državnega sveta kot sam do tega, da sem dobil enotno podporo in potem jasno ob taki podpori celotnega dela gospodarstva se mi zdelo, da je vredno poskusiti. Celo življenje ste bil podjetnik, direktor uspešnega podjetja, zdaj ste s mestom predsednika državnega sveta vstopili v svet politike. Kako se je bilo spoznati s tem svetom, kjer nekako dnevno komunicirate tudi s poslanci državnega zbora? Poglejte, povsod. Ni pomembno od področja dela, je biti pomembno človek. Se mi zdi, da najprej je potrebno pokazati, da lepa beseda lepo mesto najde, potem se pa, glede na vse slišano in videno nenazadnje po medijih, se je treba odločiti, katero linijo, katero način komuniciranja, spoštovanja državnih institutov bom prevzel. In jaz sem, kot rečeno, zagovornik povezovanja že odprej. Videl sem, da se veliko da narediti na temu, da z dobro idejo nagovoriš recimo ostale, tako svetnike kot poslance. In en primer ob zakonu o se pravi volitvah v državni zbor smo uspeli skupaj z državnim zborom, torej skupaj z generalno sekretarko dr. Moniko Kirbiš Roj sva obiskala praktično in pa še dvema svetnikoma vse stranke, poslanske skupine, kjer sva predstavila to temo in nazadnje nam je uspelo. Ampak delo v državnem svetu se nekako razlikuje od dela v državnem zboru, to ste verjetno v tem času spoznali, da se kompromis v državnem svetu zaradi, skupnih interesov precej lažje dosežejo kot pa v državnem zboru, kjer se zakoni sprejemajo, vsaj tako se zdi v zadnjem času, predvsem na podlagi ideologije. Vidite to razliko? Ja, jaz jo občutim zelo. Namreč zakaj? V državnem svetu imamo 5 interesnih skupin. Največja interesna skupina so lokalni interesi, 22, to so recimo tudi kar nekaj izmed njih so župani, potem so pa manjše skupine, naslednja 6 predstavnikov prihaja iz negospodarskih dejavnosti, kultura, šport, zdravstvo. Potem je ena skupina, ki povezuje kmete, se pravi, potem so tukaj odvetniki in pa delojemalci in delodajalci po 4. Skratka, res ena plejada interesov, ampak zagotovo, ko razpravljamo o določeni temi in ko o njej govori strokovnjak, kar je pravzaprav edini pogoj, da lahko prideš v državni svet, težko oporekaš. Težko oporekaš, ker govorimo dejansko o stanju na terenu. In ne vem, če pa mogoče zavedanje, kaj pravim, da je to edini pogoj, za delovanje v določeni interesni skupini, recimo delodajalcev, moraš biti aktivno zaposlen v gospodarstvu. V kulturi moraš biti aktivno zaposlen v kulturi. To se sliši, kot da če bi obstajal samo državni svet, bi se to precej hitreje zmenili kot v državnem zboru, v korist ljudi. Za nekatere stvari sem prepričan, da ja. Že samo zaradi tega, ko ugotavljamo primernost določenega zakona, smo skupaj podprli recimo predlog za ustavno sodišče, 8-krat, 15-krat izglasovali veto. Torej smo precej enotni. Tudi glasovanja so redko, da so deljena. Običajno se ta glasovanja gredo močno v korist izjasnitve skupnega stališča. Ampak zakaj potem vstopate v to polje ideologije z novo stranko, oziroma si želite tja vstopiti? Pa ravno je to, ker želim to ideologijo iz političnega diskurza umakniti. Želim si, da pravzaprav delujemo na vrednotah, kot so liberalne, tradicionalne, humanistične. In če vzamemo, da so liberalne vrednote demokracija, potem izobraževanje, prostor za nove tehnologije, za varovanje okolja. In če rečemo, da so tradicionalne vrednote družina, patriotizem, potem je zakon, red, skratka svobodna ekonomska pobuda, lastnina in
pa še pod zadnji sklop, če lahko humanistične vrednote nagovorim, kar je izjemno pomembno, svoboda posameznika, človekove pravice, pravice otrok, invalidov, sočutje do ljudi, sočutje drugačne mislečih. Mislim, da so tiste vrednote, ko smo prej že jih omenila. Zdaj demokracijo nam itak ponujajo vse stranke. Ne? A pa jo izvajajo tudi? Jaz mislim, da ne. No, se ravno v tem pa vidim našo prednost. Ne? Vse tisto dobro, kar smo se naučili v življenju do zdaj in kar je funkcioniralo tako za vse sodelavke, sodelavce, kar je delovalo na splošno dobro, potem vem, da to more tudi brez ideoloških delitev funkcionirati tudi naprej. Ja, ampak vi bi radi to pregnali iz parlamenta, iz političnega diskurza, ampak ne, jaz verjamem, da morda vi res ne boste tako delovali, ampak imate izkušnje z državnim zborom, res verjamete, da bo to izginilo pri drugih strankah. Ne? Za vsak greh sta potrebna dva. In jaz računam na tiste pametne in tiste, ki želijo tudi skozi diskurz, bom rekel, omiliti kakršenkoli nespodoben govor, da ne rečem sovražni. Kje iščete svoje volivke in volivce? Torej? Seveda vas bo vsak vprašal med drugim tudi, kam se sploh pozicionirate. Ne? Vi ste zdaj vrednote našteli, ampak na koncu se sešteva samo, a bo zmagal levi ali desni pol. Glejte, vrednote sem naštel in ravno te vrednote poosebljamo ljudje. In tako kot so med obrtniki, med lastniki družinskih podjetij, tako kot so zaposleni pri teh podjetjih, pri teh obrtnikih različno razmišljajoči ljudje, pa verjamem, da jih povezuje predvsem te vrednote. In mislim, da je potem skrb za starejše ravno toliko pomembna kot ostale kategorije, kot mladi, kot inovatorji. In če samo recimo vzamemo za primer nek socialni okvir, kot sem že dejal, da je vsaka peta ženska nad 65 let živi na robu preživetja. To pa tudi posledično iz kmetijstva in iz obrtne dejavnosti pač poznam, da je bilo za vse denar, samo ne za njihove pokojnine. Ne? In tukaj moramo tudi poiskati. Ampak pogledajte, gospod Lotrič, ne, zdaj ta hip niti več, naša sredina ni več prazna. Ne? Tam se je pa že pozicioniral Logar, ki pravi, da nagovarja politično širino. Ne vem, a ste videli tega tretjega stebra, ki raste? Jaz sem pač del tega gospodarsko-podjetniškega, obrtniškega, če želite, tega stebra, ker ga poznam. In na temo, bom rekel, s temi izkušnjami, s ljudmi, ki seveda poznajo še ostale stebre, od regionalne politike, razvoja, omenil sem mlade, inovatorje, starejše, z vsemi temi sodelavci, ki bodo nagovarjali in ponudili rešitve pravzaprav in možnost boljše ureditve v državi. Jaz sem prepričan, da bojo ljudje razumeli naš namen, naš prav namen. Ste se že kaj merili? Vem, da nove stranke, novo nastajajoče stranke merijo svojo podporo interno. Imate tudi vi že te meritve napravljene? Ja, pa ne še. Nismo še naročili kakršnega koli merjenja, ker tudi trenutno še nismo nobena politična sila, trenutno smo pravzaprav razvojna iniciativa, ki se pripravlja na aktivni vstop v politiko. Ko bomo pa ta korak naredili, si bomo pa zagotovo tudi vzeli čas in se dali stehtati. Ampak pravite, da nastajate že eno leto. Kaj je nastajalo v tem letu? V tem letu smo največ govorili o teh družbenih sistemih, podsistemih, kot so zdravstvo, se nam zdi izključno prva prioriteta, potem seveda gospodarstvo, na kakšen način naj se oblikuje. Govorili smo o javnem sektorju in pa seveda še o, bom rekel, šolstvu, izobraževanje. Ampak kdo je to govoril? Teme. To so govorili moji somišljeniki oziroma ljudje, ki smo se, bom rekel, družili na različnih priložnostih. Te sestanki so bili pa sestanki, pogovori, do nekako 30 ljudi, ki vsak potem s svojim področjem dela, bom rekel, dal svoje pametne predloge. Struktura stranke je tisto, kar ne.
je najtežje vzpostaviti, če je nimaš. Ne? Lažje se je pač prilepiti neki obstoječi stranki, tudi če je zunaj parlamentarna. Vi to gradite na novo. Kako to izgleda? Ravno to. Želim, da zgradimo stranko od začetka. Zato, da so temelji jasni, zato, da nas tudi ljudje lahko prepoznajo v obliki in širini in vonju in okusu taki, kot smo. Zato se ne želimo zdaj karkoli povezovati, prehajati ali prevzemati neke stranke, čeprav take ponudbe obstajajo. Ne, želimo si zgraditi zgodbo od začetka, zato da smo čim bolj kredibilni in da ljudje pač vejo, kaj izbirajo. Glede na vrednote, ki jih zagovarjate, zdaj vsaj nekatere od teh stranke, ki so parlamentarne ali pa stranke, ki so bile parlamentarne, zagovarjajo, vsaj na prvi pogled. Tukaj imamo Novo Slovenijo, ki zagovarja nekaj podobnega, kar ste vi prej naštevali, do neke mere se SDS bori za gospodarstvenike, tu imamo še Slovensko ljudsko stranko, konec koncev tudi stranka Roberta Goloba ne bi bila stranka vrhunskega menedžera, če bi koga vprašali. O čem ste vi drugačni? Zakaj voliti vas, ne te stranke? Oziroma, ko boste stranko imeli? Tako, ja, predvsem zaradi vrednot, ki jih živimo, predvsem tudi zaradi evidentno dokazljivega dela, ki smo ga do zdaj napravili, vsak v svojem minulem, bom rekel, profesionalnem življenju, zaradi tega, ker imamo rezultate. Vsak na svojem področju. In tu gre iskati, bom rekel, našo prednost. In še nekaj, gre prednost iskati tudi v tem, da je to sestavljeno tako iz strokovnjakov, znanstvenikov, raziskovalcev, kot na drugi strani iz političnega dela, se pravi, mogoče tudi kakšen sekretar na ministrstvu, potem so tukaj seveda razni direktorji, ki so delovali v javnem sektorju in poznajo in zelo dobro poznajo ustroj države. Torej, vi pravite, recept za boljšo državo so uspešni gospodarstveniki, ne pa recimo uspešni karierni politiki, ki so v politiki mnogo let. Ne, to pa nisem dejal. Jaz sem dejal, da je to kombinacija dejansko ljudi, ki so na svojem področju dokazali, da so strokovni in da so dajmo reči, ne samo, da so dokazali, tudi, da so jih ljudje prepoznali, da so taki po sebi, po duši in da želijo narediti preprosto nekaj dobro za ljudi. Se mi zdi, da je pa ni floskula, ampak dejansko, tako kot sem se sam odločil za politiko, sem se odločil za to, da nekaj dobrega poskušam narediti za ljudi. In zdaj taki ljudje obkrožajo to našo zamisel. Ampak kaj potem za vaš uspeh, oziroma recept za uspeh? Ne vem, politična kilometrina ali znanje iz neke druge obrti, ki jo potem preneseš v politiko? In brez znanja politike zagotovo ne gre računati na uspeh dobrega politika. Ampak dober politik pač mora pa razumeti področje, ki ga pokriva. Zdaj, katere obrti se pa človek lahko prej nauči, pa je spet odvisno od tega, katero pozicijo zaseda. Ali zaseda mesto pač mandatarja, predsednika vlade, ali pa sekretarja na posameznem ministrstvu. Ker sekretar pač mora biti jasno strokovna oseba, popolnoma. Dočim predsednik vlade pa absolutno mora obvladati politiko. Koliko ste se vi v politiki naučili kot predsednik državnega sveta? Kaj lahko zase rečete? Jaz lahko rečem, da sem se v teh skoraj 2 letih kar naučil. Predvsem zato, ker sem dobro opazoval, ker imam zelo dobro ekipo okrog sebe, zgrajeno znotraj državnega sveta in to mi pravzaprav pri samem delu tudi rotuje. Poglejte, gospod Totrič, saj uspešnega gospodarstvenika so nam za premierja ponujali leta 2011, Zorana Jankovića, poznaje sicer uspešnega pravnika, potem pa zdaj spet nekako podjetnika, vrhunskega menedžera, ampak Robert Golob je bil direktor državne firme vrsto let. Je razlika med vami in Golobom? Kje je razlika, če gledava samo smer, iz katere prihajata? Glejte, razlika med gospodarstvenikom in podjetnikom je v tem, da podjetnik nosi 2 nahrbtnika. In sicer je to lastniški del in upravljavski, se pravi menedžerski del. In ko moraš združevati oba ta nahrbtnika, je to zelo težko. In podjetniku, ki, dajva reči, 15. ni še tekel po hrbtu,
ga verjetno ne poznam. Podjetniku, ki je z vso gorečnostjo, gre od stranke do stranke, prepričuje ljudi v njegov izdelek, ki se mora boriti z mnogo konkurence na trgu, tako domače kot tuje, potem na drugi strani pač se ne moremo primerjati z gospodarstvom, oziroma gospodarstvenik se pač ne more primerjati, ker mu je bilo položeno vse skupaj na krožnik in lastništvo in sodelavci in pač te zadeve enostavno se ne da povezati. Pravite, precej lažje je delovati v državnem podjetju, kjer si monopolist. Ali kako drugače. Da, seveda. Pravite, da je vaša razvojna platforma nastajala kakšno leto. Neka imena povezana s to platformo so v javnost prišla. Podpirali naj bi vas zelo uspešni slovenski gospodarstveniki. Govora je bilo o Igorju Akrapoviču, govora je bilo o Marku Lukiću, menedžerju leta, ne? Pa še številnih drugih. Kakšno podporo imate med gospodarstveniki ta hip? Najprej, da razčistimo z imeni, s katerimi smo sodelovali v razvojni iniciativi. Torej, to so ljudje, ki so v tej razvojni iniciativi podajali svoje predloge za izboljšanja področja, iz katerega prihajajo. Ti ljudje pa se ne želijo kot gospodarstveniki aktivno vključevati v politično dogajanje, v kreiranje politične stranke. Tukaj noter je potrebno tudi narediti jasno ločnico. Zakaj pa si ne želijo, če pa so se razmere za gospodarstvenike, vsaj tako je slišati iz gospodarske zbornice, pod Golobom zaostrile kot še nikoli do zdaj? Seveda bi želel, da to vsak odgovori sam. Zakaj? Pa vendarle eno črto pa lahko potegnemo z besedo, mogoče zato, ker se bojijo javnega nastopanja oziroma ker se bojijo za lastno preživetje. A ti pritiski na gospodarstvenike, če podprejo določenega politika ali pa se sami politično aktivirajo, res obstajajo? Poglejte, sam se ne bi nikoli pridružil politični stranki, dokler časa sem bil v podjetništvu. Zdaj, ko pa sem predal v kompletu to in vodenje in počasi tudi kompletno lastništvo, zdaj sem pa tako imenovano prost. Nisem več podjetnik, zdaj sem pač politik. In na ta način verjamem z vsemi izkušnjami, da to lahko uspe. Ne moreš, pa jaz to absolutno razumem, ne moreš pa biti hkrati podjetnik ali gospodarstvenik in še politik. Te dve zadevi preprosto ne gresta skupaj. Ampak v tej državi je očitno problem že samo, če izraziš naklonjenost nekomu, ne? Da se potem gospodarstveniki bojijo za svoje posle. To me resno skrbi. Ampak to se dogaja v praksi, ne? Ja, po informacijah, ki sem jih dobil, ja. Kako ta trend po vaše obrniti? Kako lahko gospodarstveniki potem, razen da se sami aktivirajo, kot to počnete vi, vplivajo na trenutno politiko? Pri gospodarstvu drži to, da se je potrebno združevati in podjetništvo. Zato obstaja kar nekaj združenj podjetniških klubov in vse to je pravzaprav namenjeno koncentraciji predlogov za izboljšanje poslovnega okolja. Pa na tem mestu moram zagotovo reči, da se ne spomnim se nekega sestanka pogovorov, kako nek davek ne bi plačali. Gospodarstvo podpira javni sektor maksimalno in plačevanje davkov je samo nekaj, kar je dobro za vso družbo, tako tudi za gospodarstvo. Imamo izobražene ljudi, znižujemo absentizem, se pravi čim prej ljudje, da se vrnejo iz bolniških v domače okolje, iz domačega okolja potem tudi v delovno okolje. Vsi se želimo hiter odziv in javni servis, zaposlovanje ljudi, zaposlovanje tujcev. In tukaj lahko samo naprej naštejemo, kaj vse eno podjetje bistveno več potrebuje javnega sektorja, kot pa en sam posameznik. Zato je, bomo neko razmišljanje o tem, da javno in zasebno nekako ne gresta skupaj, absolutno gresta skupaj. Mnogo primerov je, kako lepo sodelujejo se pravi podjetja z centri za socialno
delo, podjetja z Zavodom za zaposlovanje, z upravnimi enotami. Skratka, povsod tam, kjer potrebujemo sodelovanje, to mislim, da dobro dela in mi moramo narediti sam ta korak naprej še, da se ne izključujemo in da ni naš sovražnik nekdo, ki drugače misli. Kaj je v odnosu do gospodarstva in do podjetnikov najbolj zamerite Robertu Golobu? Pravzaprav razumevanje, da je gospodarstvo, da je podjetništvo motor slovenskega, bom rekel, proračuna, kamor vplačuje vse predpisane davke in prispevke, in razumevanje podjetništva, predvsem na način, da stalno nalaganje novih obremenitev pač ne bo pripeljalo do rešitve. Pa naj se gre tukaj za energetsko krizo, ki je dobesedno zadušila marsikatero dejavnost, povzročila je selitve, povzročila je prekinitev proizvodnih procesov, visokotehnološko podjetje Talum zaprla, vse peči za elektrolizo aluminija, in to izganjanje pravzaprav gospodarstva, podjetništva iz države, recimo z sprejemom zakona o čezmejnem upravljanju storitev, kjer bo za posledico zdaj 145 milijonov evrov manj vplačila letno v državno blagajno, po oceni GZS-ja, temveč bodo ta sredstva vplačana v hrvaško blagajno, avstrijsko, nemško. Če se preslikate nazaj, kaj bi storil garažist Marko Lotrič iz leta 1991 v letu 2024 v trenutnem davčnem okolju? Trenutnem Bi se davčnem upal vstopiti v svoj posel? Bi zaradi tega, ker zdaj toliko bolj kot prej razumem potrebe javnega sektorja v celoti, vseh družbenih sistemov in podsistemov. Ampak kako težko bi mu bilo? Pravzaprav ne težko, ker smo navajeni na investicije. Torej, nekaj je treba investirati, da jutri lahko potem to zadevo žanješ. In verjamem, velike investicije se delujejo v partnerstvu, velike investicije se delujejo z evropskim denarjem in to pač tudi trenutno lahko in močno pogrešam. Se pravi, take zadeve, tudi recimo plačni sistem, če želimo ukrepiti sektor država in javni sektor, potem moramo tem vsem zaposlenim ponuditi tudi primerljive, dobre plače. Kar pa nekako upam, da se bodo zadeve nekako rešile, čeprav z napovedano plačno reformo ne moramo biti zadovoljni. Poglejte, 1,5 milijarde, če že omenjate plačno reformo, toliko so zadnji izračuni cene, da bi nas lahko to koštalo. Plačal bo kdo? Ja, v vsakem proračunu, v vsakem pogledu bo to plačalo gospodarstvo oziroma davkoplačevalci. Zato je naša naloga politike, da priskrbi čim več davkoplačevalcev. Ne, da jih odganjamo z države z različnimi zakoni, ampak mi moramo ustanoviti ene dobre pogoje. Poglejte, v Sloveniji ni registriran noben visokokategorni športnik, ampak so v Monaku, so v drugih, bom rekel, boljših davčnih sistemih. Pa ne zato, da bodo plačevali manj. Predlog je enostaven, že dolgo časa, do 1 milijona se plačajo vsi davki, potem pa se rapidno zmanjšajo, ker te ljudje bi radi živeli, tudi slovenski športniki v Sloveniji. Skratka, v politiko na volitve greste tudi zato, ker vas vse to moti in ker bi to radi po naslednjih volitvah spremenili. Kaj bi najprej spremenili, če bi imeli to možnost? Zdravstveni sistem je zagotovo sistem, ki bi z dobrim pristopom, razumevanjem pripeljal do rešitve. In mislim, da bi predvsem te čakalne vrste, katerikoli čakalne vrste potem v nadaljevanju, ne samo na zdravstvenem področju, pač pa tudi druge. Torej se ne boste najprej lotili gospodarstva? Gospodarstvo samo po sebi pričakuje samo primerljivo, konkurenčno poslovno okolje. Zato ni treba biti nuklearni fizik, da se to naredi. Treba je samo pogledati v okolico in v sosednje države. Nam
konkurenčne države in ugotoviti, ali naša obremenitev več kot 50% še zdrži v tem okolju ali ne. Ker kaj hoče biti gospodarstvo? Gospodarstvo hoče biti konkurenčno na dolgi rok. Se pravi, samo tukaj noter iščemo rešitev in zagotovo. Torej, nova davčna reforma, če imate možnost. Poglejte, nova davčna reforma bi zagotovo rešila ogromno stvari. Predvsem ta, bom rekel, neka nepredvidljivost, ki se nam stalno veje kot neka megla znotraj in nam pravzaprav duši razpoloženje gospodarstvenikov za večja vlaganja. Predvsem prvi signali, ki prihajajo pač v Slovenijo, so tuji lastniki. Tuji lastniki selijo proizvodnjo v druge države. Oni jo ne ugašajo v Sloveniji, ker ni trga. Nasprotno, moramo biti sigurni, da tudi v Bosni in Hercegovini in drugje bojo delali. Si jemljete v čas, da se z vami ukvarja spletni portal, ki je zelo blizu Robertu Golobu, njegovemu kabinetu, torej spletni portal Necenzurirano, ki vam je namenil članek, da ste prodali svoj delež podjetju v času Janševe vlade, ko se je to brez obdavčenosti dalo in da vam zdaj grozi pa davek v višini 700.000 evrov, nekaj takega. Poglejte, v vsakem primeru si želim enega raziskovalnega novinarstva, ki na koncu pa vendarle povpraša, recimo, ali to drži ali ne drži. Seveda, veliko od napisanega absolutno ne drži. Pa ne samo to, da omenili ste, da je bilo to v času Janševe vlade. Tako so oni napisali. Ja, ampak poglejte, to je držalo prej 10, 15, 20 let. Je bil katerikoli podjetnik, je imel podjetje več kot 15 let, je po tem obdobju si lahko izplačal brez davka, kakršnega koli davka na osebno premoženje. Iz tega mesta ponovim, da vsi davki, katere je moralo podjetje plačati, so vsi davki plačani. To nikjer ne piše, ampak samo, se pravi, državna blagajna je itak dobila ta denar od podjetja. In še nekaj, v teh letih, 15, 20 letih prej, si ne samo sam, ampak tudi veliko ostalih podjetij ni izplačalo nobenega dobička. Ves dobiček je šel v gradnjo objektov, v nakup strojev, v nakup delovnih mest. In enostavno tega denarja kot dobička v fizični obliki ga lahko pokažemo, evo, tukaj stoji stavba, tukaj stoji nova tehnologija. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker smo verjeli v stabilnost našega poslovnega okolja. Ne samo, da bo veljalo to 20 let, ampak da bo veljalo še naslednjih 20 let. To je predvidljivo poslovno okolje. In potem se ne bi nikomur mudil z neko prodajo. In karkoli še to povedano, ne samo v mojem času, tudi zdaj vidim, da je ta praksa prišla tudi na mlajše ali pa naslednjo vodenje, nobenega dobička ne izplačujemo na način drugačen kot oziroma gre vse v investicijo za osnovna sredstva, investicijo za izboljšanje pogojev dela in pa, kot sva že prej omenila, te širitve na tuje trge. Zakaj potem mislite, da ste kasirali ta članek? Verjetno ni bil zadnji, ampak dokler časa imam mirno vest, vem, da sem v državno blagajno plačal vse, kar je bilo cesarjevega, če tako rečeva, do zadnje točke. Vem, da je bil postopek izveden točno po nalogu, se pravi, zakona, ker sicer v tistem se ne moreš niti drugače nobenega postopka narediti kot točno po zakonu. In za verodostojnost vseh listin je bilo tako in tako potrebno iti do notarja. Notar je moral to pregledati, ugotoviti skladnost, potrdil, kar smo naredili. Potem zunanje tudi, seveda, ker sam človek ne pozna vseh zakonov, je bilo to pripravljeno na podlagi in tudi nobenega kredita nisem nazaj dajal, kot tudi piše, da sem neke kredite dajal, ampak gre za dokapitalizacijo. Tako da kar velja, kar razmisliti, kar piše. Na začetku te debate sva govorila, da ne veva, kdaj bodo državnozborske volitve. Vi celo menite, da bodo Golobovi uspeli mandat izpeljati do konca, ampak vendarle, ko se enkrat ta parlamentarna tekma začne, ko bodo soočenja, ko boste vabljeni, eno izmed najpogostejših vprašanj za vas bo tudi, s kom boste sodelovali in s kom ne.
Imate kakšne preference tukaj? Seveda. Program je tisti, ki bo absolutno dal možnost sodelovanja ali pa pač ne sodelovanja. Torej pomeni, z Levico ne boste sodelovali? Ja, težko na njihovem programu, se pravi gospodarskem programu, se zagotovo ne morem sodelovati. Za vse ostale ste odprti? Tako je. Če se počasi približujeva koncu te debate, vi ste zdaj, kot ste rekli, predali podjetje vaši hčerki? Vodenje, ja. Vodenje hčerke. Je bilo to težko spustiti iz rok? Kako to izgleda po tem času? Jaz mislim, da je bilo težje zanjo sprejeti, obuti tako imenovane velike čevlje, kot pa meni predati. In to je tudi mogoče eno, pa ne naključje, ampak en lep proces, kjer sem jaz dobil zadosti dela v popolnoma drugem področju, ki se ga intenzivno privajam in učim, vse svoje izkušnje poskušam prenašati tudi v ta del politike in kar pa moram povedati, seveda je pa velika razlika med gospodarstvom in med javnim sektorom oziroma politiko. Veliko več pogovorov potrebuje politika, veliko več vključevanja potrebuje politika, in verjamem pa, da vrednote, ki pa so prisotne v gospodarstvu, v tem realnem življenju, tako kot v družini doma, jih je pač potrebno prenesti pa v politiko. Ko ste sami rekli, podjetje ste uspešno vodili 3 desetletja, vrednote ste prenesli naprej na naslednjo generacijo. Lahko bi mirno uživali v penziji, ampak izbrali ste drugo pot. Zakaj? Izbral sem drugo pot in še celo ta druga pot me je zdaj prepričala v to, da bom lastniški delež podaril svojim otrokom. Tisti del, ki pa je na podjetju, ko sva govorila prej, pa je namenjen za ključne sodelavce ali pa zunanje partnerje. Tako da, glejte, sem, bom rekel, zdrav, lahko še delam in verjamem, da z izkušnjami in s tem delam bom lahko enostavno tudi sebe preživljal. In bova kakšno rekla še po vašem kongresu, ko se zgodi. Marko Lotrič, hvala za obisk v našem podcastu. Hvala lepa. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Verjamem, da ste danes slišali kaj novega. Ne vemo, kdaj bodo volitve, ampak kmalu se bo treba odločiti. Nasvidenje.